Ponovno pozdravljeni v inspirativnem pogovoru Bodi dobro v svoji koži. Ta je že 12. po vrsti, z vami sem Darja, ustvarjalka naravne kozmetične linije Majerula. In danes imam kar dve gosti, Tamaro in Andrejo. Živijo. Živijo. Toplo pozdravljeni in hvala, da ste prišli. Hvala za povabilo. Ja, hvala. In jaz, da malo razbijemo led, kak vama je, ste kaj živčne. Jaz sem živčna, čeprav je že 12. po vrsti, le bomo ena drugi pomagale, a ne? Jaz sem v bistvu čist v redu. V redu. Ja, Ok, čutim sicer cool. vznemirjenje, ampak ženska ob ženski mislim, da nam bo kar dobro Ok, šlo. dobro. Pa kakav imamo, ki ga je Tamara skuhala, ker se bomo tudi o kakavo pogovarjali, tako da zakaj sta tukaj? Da predstavimo vajino zgodbo življenja, bi lahko rekli, kako sta se povezali, kako se zdaj dopolnjujeta oziroma sodelujeta, pa seveda bomo govorili o ženskem povezovanju na splošno, o odpiranju srca, da v bistvu nekako ženske živimo sebe, a ne. In Dotik srca je vaš prostor delovanja. A je to podjetje ali kako bi temu rekli? Zaenkrat delujemo samo še pod imenom. Ok. Nismo še kako podjetje, ker smo tukaj v bistvu bolj na tej socialni ravni, bom rekla, kot kak pogovor, in grede kako druženje, kako srečanje. Ja. Ok, se pravi Dotik srca. Kdo je to Dotik srca? Se pravi vidve sta, pa še nekdo? Pa še moj mož Peter, tako da smo trije. Kako ste pa ime zbrali? Ja, no, to pa je bilo moje maslo, po domače povedano. Bila sem nekoč nekje pri eni gospe, ki je malo bolj pogledala, bom rekla, v moje zvezde ali pa nekaj takega. In videla nekako, da sem tudi na zemlji z določenim namenom in je tako lepo ubesedila, da sem tukaj zato, da se dotikam src drugih ljudi. Ful dobro, ja. In mi je to nekako stalo, in ko se je šlo za našo skupnost, nas treh. Sta se strinjala, mi Ja, tako je. Se pa nista imela izbire. Sva imela izbiro, ampak smo se oba strinjala. Super. Se pravi, kakšen je pa vaš namen, no? Če gremo kar mogoče na namen, če vemo, da ste trije zdaj, kakšen je vaš namen? Ime si mi že povedala, srčki so trije na logotu, a ne? Tamara, ti vem, da to furaš družbena omrežja. Na spletu, na družbeno omrežje, tudi sama sem naredila ta logo. Ja, aha. Ja, jaz ponavadi skrbim za objave, Andreja jih sicer napiše, jaz jih objavim, torej da skrbim tudi za nekako za prepoznavnost, za stik z ljudmi, za komunikacijo. Ker ko sva se mi srečali enkrat v Ljubljani pred kratkim, sem rekla, ti si mi pa nekaj lajkala, ne vem kaj, ali kak je že bilo? Je rekla, ne, Andreja mi je, ne, jaz sem. Ja, zna biti. Malo si porazdelila delo po tistih področjih, ki je kdo bolj močen, kar komu bolj leži. Tako da skoraj dobro sodelujemo in se usklajujemo in dopolnjujemo. Se pravi, namen je pa dotikati se. Ja, nekako tak pesniški namen bi lahko rekla je, da se dotikamo src drugih ljudi, ampak v tem smislu, da jim na nek način pomagamo na njihovi duhovni poti, na njihovem osebnem razvoju, da vedo, da jim damo vedeti, da niso sami, da se lahko obrnejo na nas, da jim lahko svetujemo, jih peljemo čez določene procese, vsak na svoj način, recimo, oziroma tudi kogar kdo pokliče, ne, mogoče bi kdo želel samo s Tamaro govoriti, ali pa sam s Petrom, ali pa sam z mano, tako da sploh ni problem, se vse dejansko dogovorimo, ampak pomembno je to, da se zavedajo ljudje, tisti, ki jih prinese k nam, da smo tu za njih, da jim držimo varen prostor pri tem. No, vse to pa moram ti trditi, da je res. In bomo še pa kjero rekli na to temo. Se pravi, vi ste šli skupaj, mislim, vi pomagate ali kot skupaj ali pa kot posamezniku pravzaprav na poti. Ampak tudi vi ste šli skozi neke faze, da ste prišli do določenih spoznanj, da pač lahko pomagate, a ne, in da
bomo to potem mogoče z vsako posebej, da bi govorila. Dejstvo pa je, da vodite zdaj razne prakse, kot so meditacija, obred s kakavom, zvočne, kaj Zvočne še tle? kopeli, Zvočne zvočna kopeli. potovanja, recimo. Veliko Veliko je pa tudi ženskih krogov. Ja, no, vse to, Ja. teh krogov bi se pol ful bolj dotaknile, ker se mi zdi, da je to tisto, kar pri vas še bolj prihaja do. Ja, A ne? zadnji čas je res, ja. Ker jaz sem bila na eni meditaciji, kdaj je to bilo, 1,5 leta nazaj, ko smo bili gor v. Avgusta. Ne. Ko smo bili gor v. Zani. Ja, in takrat je bil Peter, ker je bila Ja. to mešana. Zdaj sem bila pa v naravi, no, Ja, ko to so smo bile lepa samo avgusta, ja. ženske in Petra ni bilo. Ja, če so bile samo ženske. Tako da ste ga kar malo dali na stran. V bistvu ne, da smo ga dali na stran. Res nas je, bom rekla, situacije so nas pripeljale do tega, da smo videli, da pač mi, da so začutile, da je prav, da se ponudijo določene To so samo ženske. stvari samo za ženske, da jih je res to pripeljalo skupaj. A ne? Ima pa Peter že tudi nekatere dejavnosti, ki so pa mogoče samo za moške A primerne, res? ampak to še bolj interno in tako Aha, naprej. okej. Ja. No, Ampak saj ni tega pa drugače, da ni. bi se. A je to pri nas? Za moške ful ni. Ne, da bi bili moški krogi, je nekaj, smo že tudi zasledili. Se mi zdi, da so bolj te delavnice, kot preživetje v naravi ali kaj takega. Okay, dobro. Ampak ja, se pravi, bolj še Ampak tudi moški individualno. morajo odpirati srce. Morajo, ja, morajo. Strinjaš, ne? Ja. Ja. Zelo dobro bi bilo, da jih vsi. Ja. V glavnem se mi zdi, da pri vas gre za to medsebojno povezovanje, pa tudi povezovanje z naravo, da doskrat je to ob ognju, če se le da, a ne? Tako smo imeli tudi na zadnje v naravi, čist pri gozdu in to je že iz preteklosti, a ne? Ja. Se dejansko mi črpamo ravno od teh starodavnih ljudstev na način, kakršne so živeli. Nam je blizu, bom rekla, da se mi zdi, da se cel svet nekako vrača in obrača nazaj k naravi in mi smo mogoče samo eno kolo pri tem, da pomagamo ljudem, da jim pomagamo pri ozaveščanju tega, koliko je pomembno, da se dejansko res vračamo k naravi od tam, odkoder smo prišli, odkoder smo pač vsi zdaj tukaj na tem planetu. Ja. In recimo, kaj se mi zdi, prej smo izpostavili, da v bistvu vi pomagate z določenimi spoznanji, ki ste jih dobili na poti samoodkrivanja. A je tako, da se v bistvu moramo sam spomniti sebe, da mi se pa kar prevečkrat iščemo, pa tle, ne gremo pa, a ne? Če lahko jaz povem, Prosim, tukaj. daj. Jaz sem prav zadnje čase, zadnje mesece dobivam zelo velikrat take uvide, občutke, da v bistvu, ko se zelo lotim neke teme, pa raziskujem po internetu, v knjigah in vedno pridem nekako do tega, da ne rabim iskati tega znanja drugje in pri drugih in pri drugih ljudeh, ampak da moraš iti v sebe, v tišino, da si damo ta čas, da sploh slišiš svoje notranje govore, da poslušaš svojo notranjo zgodbo in tu dobiš ogromno odgovorov tam noter. Ampak v tem času, zdaj pač, v kakršnem živimo, vsi zelo hitimo na vse strani, ogromno pravkov, vpeti smo v tako življenje, v službe in si ne vzamemo, po mojem, zadostikrat ta čas, da si sam s seboj v tišini in da vidiš pol v resnici, kdo in kaj To si je in ful kaj je pomembno, znotraj tebe. ful je pomembna ta tišina, ampak kar težko je iti v njo, a ni? Jaz moram reči, da se zdaj spet vračam k temu, ok, ti moraš biti v tišini, ne samo meditirati pa kanalizirati, ampak Ja. pač sam biti v tišini. In sem rekla 10 minut na dan, samo tišine. Pa tako pogledam na telefon. Jaz sem komaj 6 minut tih. Mislim, a veš, Ja. ni enostavno, ne? Ne, na začetku sploh ne. Je pa dejstvo, da tudi jaz, ki recimo berem o rastlinah, ki ustvarjam razpršila, si dovolim zdaj vedno večkrat, da mi rastlina pove, a ne, a hočeš biti noter tle v tem razpršilu, zakaj si ti,
a ne, tako, da bi rada znala malo ta In to svet kanalizirati. in to verjetno lahko narediš sam, če si v tišini, a ne? Ja, itak, Ja. itak. Ampak jaz opažam, da se ljudje bojijo tišine. Ja, In bojijo se biti sami s sabo, Ja. bežijo dejansko sami od sebe. Bojijo se biti v tišini, ker se bojijo slišati o sebi stvari, bojijo se spoznati sebe. In ja, zbežiš pa lahko danes hiter, sam telefon vzameš v roke, pa si že v drugem svetu, a ne? ja, točno to. In še to bi rekla, da kljub temu, da je veliko teh terapevtov, pa na nek način ste tudi vi, a ne. Prav je, da vemo, da imamo nek support, pa magari prijemo nekam sam po 2 besedi, ki nam lahko pol, a ne. Ampak potem je pa vsem prav, da gremo sami v to integracijo in da čim več naredimo sami, da ne delamo To. nekih, ne. Vse temu so dejansko te stvari namenjene, tudi ko jih mi izvajamo, bom rekla zdaj, ti dogodki ali pa neki rituali, tudi obredi s kakavom, da ti odprejo vrata v tvoj svet. Na tebi je potem, a stopiš noter, a začneš brskati, a začneš iskati, a začneš pospravljati, bom rekla. To je temu rečemo integracija, tako malo lepše, Ana. Se pravi, ogromno je enega dela po dogodku. In ti del je še dejansko pomembnejši kot ta, ko ga mi dejansko fizično izvedemo, a ne. Zato tudi mi pravimo, vedno smo tu na voljo, tudi ko si v času integracije, pokliči, piši, karkoli, da veš, da nisi samo na tej poti, a ne. Sam pol nas pa tudi svet nas posrka, Ja. ta tempo nas posrka in včasih pozabimo iti v to integracijo, ampak se mi pa vsem zdi, da ne vem, jaz se probam spomniti, ko hitim, kaj ti je, zakaj bi hitela, zakaj bi zdaj mogla letati po bajti pa pakete pripravljati, a ne, se spomnim Balija, Afrike, kako je to v Izi in kako to pogrešam tle, mislim, pogrešam tle. Jaz sem itak najbolj kura brez glave, no, pač, pa jih poznam skoraj, a ne, ampak, a veš. Tako da, okej, zdaj pa, če smo mal prebile let, tako, bo pa vsaka prišla na vrsto posebej, a ne. Tako da, kaj bomo začeli s starejšimi ali mlajšimi? Rečemo, da starejšimi. Midve sva se spoznale in ko sem razmišljala, kdaj sva se spoznale na enem koncertu v Kranju. Res je. Sem že spet pozabila. To je 1 let nazaj, sigurno. Koncertu šamanske glasbe, ki je meni ful pri srcu. In če pomislim, kako je bilo to včasih, katero muziko ti poslušaš, jaz nisem bila nikoli neka fenica, eni so bili to, ne. Jaz pa pravzaprav nič. Zdaj sem pa fenica tega, recimo zdravilne glasbe. In po moje tudi vidve, ker potem sem razmišljala, da sem tudi Tamaro tam spoznala, samo na naslednjem koncertu, a ne. Res je. Ja, Če živiš tako poslanstvo, bom rekla, potem to pride v paketu. Ja, in to je zdravilna glasba, ki že samim zvokom, z načinom interpretacije, z besedilom, pač zdravi. Si kdaj raziskovala, zakaj zdravi, recimo, ta glasba? Nisem šla v te globine, zakaj. Verjamem pa, da so to preizkušene stvari starodavnih ljudstev in če so oni verjeli in živeli s tem toliko in toliko časa in da je in se to prenaša. tako in ne bi obstalo, če ne bi nekaj bilo na tem. Ne, pa se tudi vidiš pri sebi. Vse kako dobro dene, se zdravi, ker se dobro počutiš, že to je zdravilo. Pri nas je v bistvu samo to. Ja. Muska zdaj v hiši, razen pač Maja ima neke svoje tiste, po enem komadu tega more biti še kakšen Blackpink. Mi imamo to muziko v živo. Ja, mi imamo. Peter igra vse. V dnevni sobi kar razstavljene inštrumente in pol Peter, ko ima čas, kitaro, pa eno zapojno, malo flauto. flauto. On vse igra? On je kar samouk dejansko, ampak odlično igra kitaro, odlično igra flauto. Kako pa lahko odlično igraš kitaro, če si zato, ker ima posluh, pač ima posluh in mogoče, da se je v osnovnošolskih letih, da je imel par ur, nekega glasbenega učenja. Se pravi, on cel komad enega tega... Pač akorde. Sej, zdravilna glasba temelji v bistvu na akordih, ostalo je pa vokala. A ti si kaj?
Sem dobila kitaro za božička lani, ampak se še nisem lotila. A da bi se učila? Ja. Kak ima pa flavte, ima une tiste? Tudi dvojno ima, Aha. ja. Te v bistvu vse šamanske, bom rekla, no. Wow, kje pa je to nabavo? V Peruju? Ali? Ne, ni direkt v Peruju. To bi ga mogla vprašati. Mislim pa, da kar po spletu, da je kar fajn prebrskal in najdu nekaj takega, da mu je. Ker to je da mu tudi je po okej. moje neka tako umetnost. te To je ta flavte. umetnost, veš, ki se je moramo spomniti. A ne, in tako Ja. rekel, odkot zna, ker je pač se sam spomnil, da zna od nekod prej. Ja, razumem. Ja. No, ok. Se pravi, malo sem zašla. Tebe sem hotela vprašati, zakaj si šla na to pot, o kateri smo prej govorili. Koliko časa si rekla, da imamo? Ne, bom hmal prešatala. V redu, ustavi me. Ne, saj bomo še super, pol super. veliko govorili o kakšni drugi stvari, ampak tako za začetek, a ne. Ja. Ja. Bi rekla, da je bilo to 10 let nazaj, zdaj že mislim, da je res 10, v bistvu je bila pa najina hči tista, ta mlajša hči, zdaj je stara 14, ki me je, bom rekla, za svojim preživljenjem, ja, z načinom življenja, takratnim s tistim obdobjem, malo potisnila v kot, da sem jo začela raziskovati, kaj je to. V bistvu ona je imela obdobje, ko je zelo, zelo skrbela za mene. Jaz se nisem smela premakniti stran od nje, pa je bila stara že recimo 5 let, kakorkoli, ko je že to nek samostojen otrok, ampak jo je grozno, grozno skrbelo in to so bile skrbi take, one globoke, anksiozna je že bila. Da se pravi, mogoče ne samo za mene, tudi na splošno jo so stvari skrbele. In sem jo začela raziskovati najprej, zakaj jo za mene to skrbi, zakaj jo za Atija ne. In seveda pač raziskuješ po teh poteh, ki so mogoče v zemeljskem mal neznane, ker ti nihče ne zna dati konkretnega odgovora. In sem ugotovila, da sva imela že prej enkrat eno povezavo iz prejšnjih življenj in da je takrat me zelo hitro izgubila in je to prenesla v to življenje in je strašno skrbelo. Da bi se to ponovilo, se pravi, to je vse, kar nosimo zapisano v naših celicah in to pač gre z nami naprej. In sem jaz, ko sem to nekako sprejela in jo začela razumeti, zakaj to je, se dejansko začele stvari izboljševati, ne? Ker potem poznaš vzrok in ko sem poznala vzrok, sem začela tudi še malo bolj na široko to raziskovati. In se zavedati, da ni življenje samo to, kar mi tukaj živimo. A prej si pa mislila, da je samo tukaj? Absolutno. A res? Ja, predtem ni bilo nikoli. Mislim, Ne, to ne. Pred parimi leti si mislila, da je... A ne, aha, ona je pa že... Ja, to je čisto neka druga zgodba. Okay, dobro, mene res hči, v bistvu oba potem, ker je Peter potem takoj tudi, v bistvu sva nekako sočasno, sem ga jaz potegnila zraven, pa smo začeli čisto s preprosto hvaležnostjo, recimo, to nam je bila prva praksa. Taka doma, da smo jo uvedli, da smo se zvečer usedli dol, da smo si povedali, zakaj smo hvaležni, recimo ena taka stvar. Ampak se pravi, tu, ko enkrat začneš temu raziskovanju, ni konca. Ne? In od takrat se mi zdi, da uživam v vsakem dnevu, ko lahko raziskujem, ko se naučim kaj novega. In ja, s tem sam rastem. Noro, ker recimo, če pogledam Majo našo, ne, je v bistvu od tem življenju lahko ima neko nevarnost. Ampak dejansko pa gre ta nevarnost lahko, a ne? Se pravi, jaz nisem mogla razumeti, če se nikoli nič ni takega zgodilo, zakaj bi jo toliko skrbelo, če sem ves čas tu, vse je okej. Pa ona to zdaj ve? Ona zdaj to ve. Ona zdaj dejansko mogoče celo malo ponosna, ker je bila tista, ko je mene malo porinila. Tako da se tega zaveda, smo v bistvu tudi vse razložili in je tudi taka zelo odprta. Tako zelo, tudi recimo grozno uživala na festivalu Varuhi Nove zemlje. Zanimajo tudi te stvari, tudi uživa z nami ob tem, ob pogovorih. Glasbi tudi. Malo se sicer zdaj je malo v obdobju najstništva, pa se tako malo včasih in malo glihni, ampak kar hitro pa pride. Tudi ostali so ji všeč. Fajn. In pol si ti, kdaj pa si začela v bistvu sam ta klic, ki te, a veš, v bistvu dotik srca? To je pa bilo zdaj v bistvu že, mislim, da 2 leti nazaj, leto pa pol, 2 leti.
ko si v fazi nekega raziskovanja, se ti kar svetovi odpirajo, tudi vrata, se mi zdi, da so se kar nekaj odpirala in srečuješ take ljudi, ki ti imajo kaj takega tudi za predati, kar te zanima, a ne. In rasteš, postopoma rasteš in sem začela potem tudi, sem naredila reiki tečaj. A to si naredila zdaj, pred kratkim? Ali to že... Ne, ni to zelo pred kratkim, to je pa v bistvu že kar en cajt nazaj. Ja, Havš. Da so me v bistvu tudi potegnile te energije, v bistvu to, kar je nam nevidno, mogoče tudi nečutno, ne, ampak vsi pa vemo, da je tukaj. Tako da ja, 2 leti nazaj se mi je pa v bistvu v tedajni službi sem bila na takem delovnem mestu, da so ljudje velikokrat prihajali do mene in sem začela opažati, da prihajajo ne samo za službenimi stvarmi, ampak tudi po kak nasvet, mogoče kako osebno stvarjo, zadrego in pač sem dala tisti trenutek, kar sem imela zadati in se očitno to nekje prijelo. Mislim, vedno več je bilo tudi tega, dobila sem dejansko tudi ogromno potrditev sama pri sebi, tole pa je nekaj, kar ti gre dejansko, ne? Ampak to brez nekega razmišljanja, kaj bom rekla, kaj bom naredila. To je res tisto, kar pride ven iz tebe, ko se mogoče spomniš, kaj si. Tako da postopoma, ja, no, se je nekako to uveljavilo. In pa si celo, si delala ob delu tudi. Jaz nisem več našla toliko ravnovesja med tem, bom rekla, zdaj zemeljskim in tem, recimo, duhovnim svetom, a ne. In sem se pač odločila, da bom izbrala tokrat bolj duhovno pot, ker v službi, kjer sem bila v bistvu 27 let v vrtcu. Zadnje leta na delovnem mestu pomočnice ravnateljice in to je pač odgovorno delovno mesto in tam res moraš biti 100%. In sem sama ugotovila, da nisem več 100%, če vem, da lahko ljudem pomagam na drug način, ne samo na tak, ko sem tam. Čeprav sem tudi kot tam lahko veliko dala, ampak vse ni bil to moj način in tega ravnovesja nisem več našla. Ni bilo to tvoje, to poslanstvo, ne, srčno. Tako, in vedno bolj me je klicalo to poslanstvo. Vedno bolj me je klicalo ven iz tega, bom rekla, zdaj sistema, v to neko naravno sodelovanje, v to, da si mimogrede lahko kaj predamo. No, ampak kljub temu, a veš, ko si rekla ravnovesje, ti zdaj si v duhovnem svetu, ampak zdaj pa živiš. Tako. Mislim, vse ti si čist zemeljska drugače tudi, ne? Ja, vse to je, ravnovesje je itak več. Ja. Jaz recimo nisem našla več ravnovesja med službo pa med zasebnim življenjem. Tisti nekako ni šlo. Zdaj pa itak bom rekla, v tem obdobju, kjer smo, ravnovesje je lahko na vsakem koraku, vse, kar si ti zamisliš, se lahko čutiš v ravnovesju ali pa ne. Ampak se mi zdi, da nam kar dobro gre, da uravnovešamo pač enostavno to življenje, ki je tu. Dobila boš še besedo. Zdaj pa na vrsti Tamara. V bistvu me zanima, kako si se pa ti znašla v tem svetu, pa moram jaz povedati, da tega ne vem o tebi nič, tako da niti nisem brskala, niti te nisem prej spraševala. Samo, kar želiš povedati, kako si se ti znašla v tem svetu, mogoče z Andrejo, kako se ti je življenje obrnilo najbrž na glavo, ker si pa ful mlada in me na nek način spominjaš na Miha, mojega sina, ker je tudi ful zgodaj šel na to pot, ne. Se pravi, da je čist, a veš, da greš ti na pot spoznavanja sebe, da začneš težiti proti izpolnjenemu življenju in da veš, da je nekak pot ljubezni, ki te pelje do tja. V tej starosti pač po moje je to tako ne serijsko in ni običajno, a ne. In lej, kar želiš, ali je bila kakšna lastna izkušnja, ali si čutila kakšne energije posebne, karkoli. Ja, v bistvu res ni to v teh letih najbolj normalno, recimo. Ja. Jaz sem v bistvu že odkar se spomnim, odkar vem za sebe, sem se počutila drugačno od drugih otrok, drugačno od mojih prijateljev, od vrstnikov, od sošolcev. Vedno sem nekako verjela, da
obstaja še nekaj več kot to, kar vidim, čutim, slišim, da je nekje nekaj, da mora biti nekaj večjega in da sem z nekim namenom prišla na ta svet. In sem v bistvu že zelo zgodaj, zdaj sem se prav spomnila, ko sem razmišljala o tem. Jaz sem že v bistvu v osnovni šoli, se spomnim, vsak večer, ko sem šla spat, v bistvu razmišljala o tem, kaj si želim recimo naslednji dan ali pa kaj si želim na izpitu. In si zelo dolgo nisem znala pojasniti, kaj je to, kar jaz delam. In sem čez leta dobila odgovor, da je to v bistvu manifestiranje. Ja, namera pa, Ja. In v bistvu, kot zdaj pogledam nazaj, je to že od ne vem, koliko sem bila stara. Pač to toliko, odkar vem za sebe v bistvu. Potem se je pa to začelo odkrivati skozi knjige najbolj. Ja, sem že zelo zgodaj začela s temi. kaj to pomeni zgodaj? Recimo, če si zdaj stara. Zdaj sem 25. Ja, pa to je bilo pa kaj, 10 let nazaj že? Ja, 10 let. A res? Ja. In sem pa večino časa bila sama v tem, ker kot pravim, moji sovrstniki, njih so zanimale čisto neke druge teme. In nisi prišla v prostor s to temo, recimo? Ne, v bistvu nisem, pa tudi nisem znala čisto točno razložiti, kaj se mi dogaja, kaj jaz čutim. In sem bolj v bistvu ta svet držala za sebe v svojem mehurčku in sem bila. In nekako sem si tudi potihem želela, da bi spoznala take ljudi, kot sem jaz, in da bi si našla tudi tako družbo. In potem se je to začelo odkrivati in graditi in sem v bistvu na tak način prišla do Petra, da sem tudi, točno 9 let nazaj. A že? Ja, 9 let nazaj sva se s Petrom spoznala, ko sem se odločila, da si želim novega frizerja. Nisem vedela niti, kdo je Peter, niti kako izgleda, niti kje ima salon, čisto nič. Sploh ne vem, kako sem prišla do njegove številke in sem klicala in še kličem v salon in rečem, da bi se rada naročila, pa me ta gospa, ko je še takrat delala pri njemu, vpraša, a pri meni? Pa jaz rečem, ne, pri Petru, prosim. Pa nisem vedela, kdo sploh je. In tam se je v bistvu nekako tudi začel še bolj intenzivno odkrivati mi ta drugačen. A vidva sta pa pol klepetala? Ja, midva smo pa, jaz se od takrat že 9 let strižem pri njemu, se pravi, vsak mesec smo imela 1 uro klepeta in smo itak debatirala o takih in drugačnih zadevah, o duhovnosti. Se pravi, on je bil prva oseba, s katero si ti v bistvu debatirala? Kot nekak vodnik, ki je bil telešen. Ja. Tako da na tak način in potem itak se to sam še gradilo in sem začela tudi druge ljudi spoznavati, ki so v tem svetu. Kaj pa tvoji vrstniki recimo, so se kaj šli za tabo, a veš, kaj mislim? A je kaj iste? Ne, v bistvu s temi vrstniki niti nimam več stikov, zdaj sem jaz zgradil čist nov krog ljudi, nov krog prijateljev. V bistvu sem potem tudi, kar sem pred kratkim razmišljala, ko sem ti povedala, sem v bistvu pravo prijateljico dobila, začutila, spoznala na tak način, da sem se lahko jaz odprla kot oseba, kot duša njej in da je ona mene začutila in sprejela tako, kot sem šele v prvem letniku faksa in to je še vedno moja najboljša prijateljica. Še vedno. Sej, to sploh ni pomembno, ko Maja kdaj reče. Joj, pa jaz ne vem, če imam najboljšo. Pa se ne rabiš imeti še, a ne? A veš, to je še čas. Tako da, zelo zanimivo. In pol je Peter, prek Petra pol Andrejo. Ja, nekako. Ja. V bistvu, zdaj lahko jaz mogoče nadaljujem. Ja, ona je zdaj že fuč. Mi smo se pa dejansko spoznali prek Petra in to na enem izmed dogodkov. In smo v bistvu kar v začetku že začutili neko posebno povezavo. Ne. Čeprav se ona prej že toliko časa strigla pri Petru, jaz nje nikoli nisem vedela nič o njej, ampak ko so se spoznali, so začutili neko povezanost. V redu, kaj bi pa to lahko bilo, pač nenavadno je, ne začutiš tega za vsakim, ki ga spoznaš. In sva pač se večkrat potem dobili, se malo pogovarjali o tem in glede na to, da pač
obe, mislim, da vse tri tukaj verjamemo v življenja duš, v neka pretekla življenja, v dogovore seveda, in smo pač odkrili, da imava kar močno povezavo iz prejšnjih življenj, ne, in da so se tudi z namenom zdaj v tem življenju srečali, da bom rekla, če je bil karmičen odnos, da ga v tem življenju pač poravnava, ne. In hkrati s tem, ko sva to, bom rekla, procesirali, rešvali, se je pač zgradilo neko posebno prijateljstvo, bom rekla, sodelovanje, in ja, se mi zdi, da zdaj kar skupaj rastemo naprej. A ni to zanimivo, ne? V bistvu sta ful narazen, a ne? Pa sta lahko prijateljci. Mislim, kako je to, kako je res tle pride do izraza to, da duša nima let, ker meni je sploh nepomembno. Mislim, večinoma se družim, se mi zdi kar z mlajšimi, ampak ne vem zakaj, niti ne, ampak ni mi problem biti z neko Mihovo prijateljico, jaz jo imam tako, lahko čist enakovredno, ne. Verjamem, jaz te čisto razumem. Ja, vse vem. Tudi jaz ugotavljam zadnje čase, da kamorkoli pridem, sem kar preprosto najstarejša, ampak potem šele čez čas to ugotovim, a ne, saj ne po pogovorih, po... Ja, kadar sem jaz najstarejša. No, vredno. Kam gremo skupaj? Ampak ja, tako jaz tudi pravim, duša ne šteje let, ampak izkušnje, tako da... Ja, to, kar smo se pač prej dogovorili, moramo pač zdaj v tem življenju tudi upoštevati in delati dalje. Mislim, sva res imamo razliko v letih in mogoče tudi zato zdaj velikrat pride do izraza tudi moja materinska vloga. Ampak ti se po moje do nje ne obnašaš kot neka mama, ampak bolj kot prijateljica, a ne? Ja. Razen kdaj. Po moje, če je premalo oblečena ali pa kaj, a ne? Ja, no. Če nisem jedla. Ja, to me že skrbijo take stvari. In pač vzeli smo za svojo, tako je, in ja, včasih dobi tudi kako materinsko lekcijo. Ja, saj jaz tako pravim, da mislim, jaz tako čutim, da poleg svoje primarne družine, ki so je pač moje krvno sorodstvo, čutim tudi določene ljudi, da so moja družina. Itak. Recimo oni, recimo ta prijateljica, so nekako tudi kot družina enako pomembni. Dušne družine. Sej tudi, veš, recimo, ne vem, kaj jaz vidim našo Majo, ona ima primarno družino, ampak pač mi smo se mogli srečati. To je ti najno zgodbo, še najbolj dobro razumeš. Zato ker pač meni je ona naša, jaz jo že leta in leta, mislim, pravzaprav od prvega dneva nikoli nisem gledala, kakor, ona je zdaj prišla, ona se bo zdaj mogla navaditi. Ne. Od prvega trenutka, ko smo jo v Afriki zagledali, vsi štirje, nikoli ne bom pozabila. Boštjan je tako, se veš, kak je moj Boštjan, čist z drugega sveta, bolj racionalnega. On je šel še malo počivati, prednje je bila ura, da jo pripelje odvetnik. Jure, ne vem, ta malček, ne vem, kaj je delal. Miha pa jaz sva šla pa pred hotel na Škarpo čakati. In pač, ko ona prišla, od prve sekunde, ko da je pač se zlila z nami in da nobeden od nas ni imel kančka nekega obdobja, da se naveže, ali ne vem. Ne, tako da to so taki dogovori. Ja, jaz tudi zdaj pravim včasih, da imam ne samo 2, ampak 3 hčere, ker tudi po letih kar se upadaš zraven. Sam res. Ja. Ok, se pravi, zdaj smo vajo malo obdelali. Moram pogledati, kje sem. In se pravi, če to je bilo kar nekako tebi, nisi šla zaradi nekega vzgiba raziskovati. Ker jaz sem imela nek razlog, da sem začela. Ne, jaz v bistvu nisem imela točno določenega trenutka. Nekako me, če zdaj pogledam za nazaj, me enostavno pot okoliščine me je vodilo do tega, da pridem. Kaj pa pol, ko si iz knjig šla, si šla pa na kakšne delavnice ali tečaje ali tudi, ali ne? Ja, pa tudi tam bila, pa se smo bili na kar velikih zadevah, tudi na tečajih, pa na tečaju za kakavistke smo bili skupaj.
to bo tam vse Je povedala. bilo Ja. nekaj zadev. Meni je tako, zdaj, če pomislim, ne, da me prihajamo zdaj iz nekih istih, da imamo neka podobna prepričanja in tako, meni se zdi, kot da imajo kar vsi to. A veš? To smo se danes pogovarjali, ravno to smo se danes pogovarjali. Zato, ker sem jaz v takem mehurčku in tam meni se je pa, ne vem točno kako, ampak jaz sem videla, da mi to, kar sem prej delala, a ne, jaz sem bila dolg časa v lekarni, kot vodja lekarne zadnje 12 let. Jaz nisem imela take publike, ki sem jo očitno si želela, ali kaj, ne vem. Nisi privlačila takih ljudi, ki pa nisi tega oddajala. Ne, hočem reči, da če zdaj pomislim, ni bilo, a veš, zdaj sem jaz obkrožena samimi takimi ljudmi skoraj, takrat tega ni bilo. In mi je ful manjkalo, pa sploh zdaj šele vidim, koliko je to meni manjkalo. A ne? Ja. Vse je bilo tako bolj... Mi zdi tudi nekako smo bili, ampak smo bili vsi mogoče v nekem strahu povedati, kdo in kaj smo, zaradi določenih prepričanj in pričakovanj družbe, kako moraš gledati, kako se moraš obnašati, kako moraš verjeti, kaj moraš govoriti, na kak način moraš razmišljati. In takoj, ko vsaj jaz za sebe vem, takoj mislim, jaz sem že tako vedno čutila, da sem drugačna od drugih in da me druge stvari zanimajo. In recimo in še sploh kot otrok, nisem čisto znala dobro handlati s temi občutki, pa kaj naj zdaj s tem. Ampak verjamem pa, da smo bili, vsi smo bili nekje, zdaj se je pa to samo odprlo in se je ta mreža povezala. Ja. Ampak se še vedno, mislim, moja prijateljica ne verjame vse v iste stvari, ampak je meni zelo dragocena, ker v bistvu se ne rabimo biti vsi, a ne, v tem, ampak... No, tukaj najdeš potem ravnovesje noter. Ja, verjamem, ja. No, se jaz ga že doma moram imeti. Že doma ga moram iskati z možem. Ja, no. Vse to je, vse tu imaš mikro ravnovesja, pa potem na globalni ravni. Tako. Ja. No, ampak, a veš, če smo glih pri tej temi, da ni samo fizično, ne, da ni samo to, ampak da je še neki onkraj, a je vama to kaj pomagalo? Boš ti ima? Mislim, ne vama, vsaki posebej. Vsaki posebej, da pri najnem odnosu. Lahko pa vama, ja. Mislim, meni je absolutno pomagalo, v tej meri, da so mi določene stvari postale jasne, zakaj se dogajajo, recimo. Zdaj, če jaz vem, da sem tukaj z nekim namenom, potem vem, zakaj dobivam, prihajajo do mene določeni ljudje in imam mogoče z njimi celo nekatere izzive, ampak vem, da moram iti čez to, zato ker je višji namen zadaj. In mi te stvari pač ogromno pomenijo in verjamem, da se vse zgodi z namenom, s točno določenim namenom, in da vse dejansko tukaj, jaz pravim, za mene, za tebe, za vsakega posebej je tukaj vse, kakorkoli si pač želiš to vzeti. Da meni te stvari zelo pomagajo, to mi koristi. Ja. No, meni tudi zaradi tega, ker me spomni, da ne vem, na nek način na nekaj več, na mojo vrednost tudi, ne samo na vrednost nas vseh, enosti ali ne vem česa, ampak tudi na mojo vrednost, a ne? Vsak je poseben v tej enosti. Ja, tako. Vsak je košček tega mozaika. Tebi tudi pol Ja, koristi. tudi meni je koristno, sploh ko sem se začela spraševati, kakva je vloga recimo v moji primarni družini. In s kakim namenom sem tam in s kakim namenom sem recimo tudi v ostalih odnosih in kaj me ti odnosi učijo o sebi, o svetu, o vsem drugem. Ampak vsi smo nekako prav tam, ko smo, a ne? Ker tudi jaz sem imela določene izzive, ampak te brusijo, a ne? Mojstrijo te res, Mogoče v tistem trenutku niti ne vidiš, ker so lahko tudi malo težji izzivi, ampak je dejansko tukaj vse samo zato, da te uči.
samo zato, da te nekaj nauči. Ja, pridobivamo izkušnje, zato smo tu. Ja. To je In odlična naloga. še bomo Nikamor še pridobivali ne gremo. izkušenj. Ne. Zakaj bi rekle, da se tukaj obračamo vase, da nas recimo sili k temu tudi zunanji svet, da mogoče energije kličejo po miru, združevanju, ali da si bolj želimo neke svoje boljše različice, ali oboje, po moje kar oboje. Jaz mislim, da je kar oboje, da vse gre skupaj z roko v roki. Je pa res ta zunanji svet postal toliko intenziven, da te dejansko res včasih, spet uporablja ta izraz, stisne v kot. Ko si enkrat v kotu, mogoče res nimaš druge izbire več, kot da končno greš vase. To je včasih zelo velik izziv za vsakega posameznika. Ne. Za nekatere ne, ampak za nekatere pa ja. Ne. Sam ta zunanji svet se mi zdi po eni strani, da se grejo stvari v tako smer, ko bi si mi želeli, a ne? Po drugi strani je pa ta hektičnost sploh našega, a ne, zahodnega sveta. Ja, vse to je to. No. Tukaj jaz recimo osebno nisem najdla ravnovesja in sem iz te hektičnosti se prelevila bolj v to mogoče neki mir, umirjenost, pač to sevanje ljubezni ali kakorkoli. Tako da je oboje, se more biti oboje, ampak treba se najti nekje tu vmes in kje se boš najlažje najdu, kot da greš najprej v sebe. Ja, no, bomo tudi prišli še do tja. In ko se obračamo vase, se mi zdi, da gremo dostikrat skozi boleče procese transformacije. In to ni najbolj enostavno, a ne? Ja, res je, ni najbolj enostavno, je pa vredno. Je pa vredno, je pa osvobajajoče. In tukaj se vidim ful dober prostor vas, a ne, da si pomagamo lahko, pa da se ne nazadnje, da tudi učite, da smo mi tisti, ki imamo to luč, ki lahko posvetimo na te svoje, a ne? Tako kot si rekla, mi nimamo niti najmanjšega namena se postavljati nad koga, ker ves čas govorimo, da smo tukaj, da drug drugemu podajamo roko, tudi, ne vem, včasih smo mi dol, pa rabimo pomoč navzgor, vsi smo nekako, bom rekla, v isti višini, ampak vemo, zakaj, kam gremo skupaj in ja, drug drugemu svetimo z lučko, a ne, na tak način. In v bistvu moramo se zavedati, da imamo mi to ljubezen v sebi, da lahko mi v bistvu transformiramo te omejujoča prepričanja iz tega prejšnjega, ne vem, kjerga še vse lajfa, razne travme, ki se nam dogajajo in tle in prej in ne vem kje. In se mi zdi, da bojo ti delčki, ki so bili potlačeni, a ne, bojo s tem lahko na nek način osvobojeni. Kateri so tisti delčki, ki so vaju najbolj klicali, recimo, da posvetite? Po osvoboditvi? Ja. Mislim, če bo katera delila. Nimam zdaj nekega globokega razmišljanja o tem, ker verjamem, da jih ni bilo malo. So se začeli oglašati določeni delčki, recimo meni se zelo oglaša ta materinska vloga zdaj. Verjamem, da imam iz preteklih življenj mnogih kaj nerešenega okoli tega in me zato zdaj toliko kliče recimo v ta svet, v te vloge. In dejansko se mi ogromnokrat zgodi, da pridem na kak dogodek ali pa na kako srečanje, delavnico in kar postanem neka mama tam. Ampak to predvsem puncam, mladim puncam, tudi malo starejšim, ampak dejansko so to mogoče že tudi v neki fazi zrele ženske, ki pa jim je v otroštvu vse nekaj malo zmanjkalo. Ali te materinske ljubezni, ali pozornosti, ali podpore, ali razumevanja, ali pa vsaj, ne vem, ušesa, ki te posluša. Tako da to je mogoče en moj delček, malo večji. Kaj pa kak tak bolj, to se mi zdi tak pozitiven delček. Še kaj ga povem. Ne vem, to bi pa mogla mi malo prej povedati, da razmislim.
vem, Ne, bom točno jaz vem, kako si te- povedala. No, ti povej, ja. Tudi jaz sem. A res? A za mene imaš? Ne, za vse. Okay. Ne me zdaj to vse Ne. izdati. Ne, pač meni se zdi, da sem jaz kar malo spregledala to svojo deklico. In mi je ena meditacija recimo zelo lepo pokazala, da ji nisem dala pozornosti. A ne? In pol sem šla na eno delavnico, Kani Dolinar, ki bo tudi naslednjič tle gostja, ker me je poklicala ta delavnica, ker jaz ne morem veliko hoditi okrog, pač nimam časa, pač imam slabo vest, če gremo doma, ampak kar me pa pokliče, pa grem. In na tisti delavnici smo tako plesale, risale, meditirale, vse. Sem jaz pol videla, da nima ona nobene zamere do mene, ampak kako bi jaz sploh vedela, kako se nej obnašam, ne? Kaj ona potrebuje, recimo. To se mi je zdelo tako en tak delček, ki sem se ga zavedla in sem ga pol začela sistematično malo dajati v svoj v svoj dan, a ne, v smislu, da sem se na sprehodu spomnila, da, a ne, na neko punčko v meni, recimo, a ne, da rabim mogoče kdaj, da jo lepo pogledaš ali kakorkoli. Tako, no, to se mi zdi, no, da bi dala v prostor. Lepo. Ja, pri meni je pa v bistvu sprejemanje same sebe. Ker sem potem skozi leta ugotovila, da nekako živim preveč po pričakovanjih drugih, kako naj se oblačim, kako naj se obnašam, vse te zadeve, kar spadajo zraven. In sem prišla v tem zadnjem letu, ko intenzivno delam na tem in raziskujem, do razpada parkrat identitete, ko sem se dejansko spraševala, Kdo sploh sem? Ja. A ni to zanimivo, kaj je da sploh meni všeč, kakšne stvari me sploh zanimajo, kaj, kam. Je bilo ogromno enih vprašanj in se mi zdi, da se mi kar parkrat zgodil ta razpad identitete in da se nekako tudi si dajem možnost skozi čas, skozi dneve, da se spoznavam na novo, da vidim, kaj mi je všeč, kdo sem, kaj sem, kam me vodi pot, in da si odpiram ta prostor, če ga mogoče prej nisem imela, da si ga zdaj lahko sama dam in si omogočim, da je to varno. Se pravi, zdaj se oblačiš tako, kot ti paše. Ja. Vse, karkoli. Karkoli, ja. Recimo oblačila, karkoli. Ne, se zanimanja, vse. Ne, to je zelo zanimivo, ko si rekla razpad, ker se ti zdi, da ja, pa se zdaj delam na sebi. Ne morem zdaj razpaditi, spet, pa spet, a ne? In to je meni tudi Miha kanaliziral, da bom jaz večkrat se na novo rabila roditi, v bistvu. Kako, jaz to nisem razumela 2 leti nazaj. A ne? Meni je ravno to interesantno in to se mi zdi, da največ prinese. Ne? Da si smeš dovoliti, da lahko razpadeš in da si dovoliš, da na novo zrasteš, se zgradiš, nastaneš. Lahko je to 2-krat v dnevu, lahko je to 2-krat v letu, se sploh ni pomembno. Ampak da si daš to dovoljenje, da se ne oklepaš nečesa, česar mogoče več ni, ampak misliš, da pač moraš biti. Ne, dovolj si in razpadi. Tukaj zdaj razpadi, zali, se zrasti na novo. Mene so tudi recimo zelo omejevala ta splošna prepričanja o nečemu. In vem, da smo velikrat debatirali in je vprašal Andrejo, pa kaj si naj jaz mislim, recimo o določeni stvari, ki je globalna in moraš imeti neko mnenje o tem. In rečem, a res moram imeti mnenje o tem? In potem je Andreja zelo dobro rekla, pa se ne rabiš imeti globalno mnenje o nečem. Imej za vsako določeno specifično situacijo ali dogodek ali karkoli in mi je to ful služno. In tudi zdaj, ko se najdem recimo v kakšni debati, situaciji, se vedno spomnim na to, pa se ne rabim imeti globalnega mnenja kot večina drugih. Reč mi točen, to pa to, pa ti lahko potem jaz povem, kako je moje mnenje. Ja, recimo enostarševska družina, recimo v tem primeru, kako mnenje imaš o enostarševski družini, to bi bilo mogoče tak plastičen primer.
Ja, nimam globalnega, ti meni pokaži eno starševsko družino, pa ti bom povedala, kako mnenje imamo v tej družini, pa ti bom povedala, kako mnenje imamo v tej. Ne gre vse metati v isti koš. To mi je zelo služno. In to je to, česar se jaz osebno skušam zelo izogniti, da bi kar vse zmetala v isti koš. Itak, pa se sploh, kdo smo mi, da bi imeli. Ampak hitro pride do tega, da sodimo druge. To še vedno, ja, ampak je pa tudi, bom rekla, nas družba nekako etiketira, uči, on je tak in ta je enak in potem nastanejo ti koši, kamor se mečejo, ni pa to nepošteno, mislim, z nekim dobrim namenom. Vem, ampak jaz mislim, da tle prvs ne moramo govoriti o nobeni sodbi, ker to je tudi ena stvar, recimo teh ženskih krogov, a ne, da je to osnovno vodilo, pravilo, da ni sodb, da je zaupanje, sprejemanje, kakorkoli. In vidve znata res lepo, sta tak popoln par, kako držati ta prostor. Vse to sem ti že povedala. Ker si dovolita biti tudi ranljivi kdaj, ker to se mi zdi, da še bolj povezuje lahko neko skupino, a ne? In smo enakovredne. In meni, dobro, no, vse mogoče prvo sekundo mi je bilo malo čudno, spet sem najstarejša, ampak pol hiter, a veš, so ti vsi umne punce, ki pridejo, so ti enake, ne, sestre. Tako, sama veš, kak je bilo konc večera, kak se je končalo, ne, res ko, da smo že od nekdaj skupaj. Ja, tako da tukaj se mi zdi, da je tako pravilo, a ne prav, da da ti držiš v nek prostor, je najbolj pomembno to, da si avtentičen. To je tista, bom rekla, moč, tisti temeljnik tega dobro podprtega prostora. In ja, če je tisti trenutek ranljivost, avtentična tvoja, je to ravno tako dobro držan prostor. Itak. Da to je pomembno, ampak nekako se vsi izogibajo mogoče temu, da zdaj pa nekdo pa neko stvar vodi, pa ne sme razpaditi tam. Sej nihče direkt ne razpade, ampak če se pa pokaže kanček ranljivosti, da se malo zjokaš, je pa to. Recimo, te pa to samo še lahko bolj poveže z ostalimi, ki mogoče podobno čutijo, pa se ne upajo izraziti iz trenutek. Tako da ja, mi smo reči, da vse, kar prihaja iz nas, od nas, da je avtentično in tisti trenutek taki, kot smo. Ja. Pa običajno smo pa kar sprejeti, no. Se mi zdi, da se ljudje lažje pa tudi odprejo. Ja. In ravno to, se pravi, obuja se tradicija povezovanja žensk. Zakaj? Zato, ker ženske to rabimo. Ja, vem, pa naprej. Ja, jaz mogoče lahko povem iz tega vidika. Imam kar dost stvari še od prednic, ko še moram, bom rekla, malo čistiti in vem, da so bile velikrat se z njimi zelo slabo ravnalo in da so bile ponižane in v glavnem niso imele lastne vrednosti in tako naprej. Ampak prej pa nisi nobenega tega delčka izpostavila. Ja, sem rekla, mogoče se bom kaj spomnila. Potem pač je imela Tamara besedo in ti nisem skakala v besedo, tako da se veš, da vse v svojem času. No, to je ena tista moja senca, recimo, s katero se še zdaj ukvarjam. In vem, da je ženskam bilo v preteklosti lažje, kadar so se združevale, zdaj lažje, v smislu te medsebojne podpore, tega medsebojnega zaupanja, so se združevale med delom, ne vem, obreki so, prale perilo, kakorkoli, so se združevale, so si dajale druga drugi moč in druga drugi vrednost, ko jo mogoče niso dobile tam, kjer bi jo pač lahko, ne rečem morale, ampak lahko. In so si na tak način dejansko tudi pomagale v družbah, kjer to si drugače ni bilo seveda zaželjeno ali pa mogoče. In vem, da je tukaj notor ogromno ene podpore in neke modrosti, ki jih ženske lahko peljajo naprej. Te ustvarjalne moči, ko veš, da jo ženska lahko ima na pretek, potem lahko pridejo do izraza na tak način. Tudi v bistvu se mi zdi, da ko si dovolimo biti to, kar smo, vsaka po svoje avtentična, najdeš ti razumevanje tudi zase. A ne? Okej, pol je to v redu, lahko je to v meni. A ne? A veš, kaj mislim? Ja, vse je dovoljeno, nič ni narobe, vse, kar čutiš, tisti trenutek je prav zate.
Ne? Ni se treba sploh primerjati, ni se treba iskati v drugih, ampak samo dovoliti si biti to, kar si, in v ženskem krogu si sprejeta taka, kot si. Ok, pol ste imeli retreat tudi? V bistvu sva pomagale pri sodelovanju. Ja, v Kranju. Ja, nismo ga mi dve organizirali, ampak sva pač pomagali. Aha. Ja. Ok, se pravi, smiselno je, da ženske odložimo skrbi, pridemo na čas zase. Kaj bi pa rekle po teh izkušnjah? Pa ni treba zdaj čekirati te udeleženke, ampak tako, kaj bi rekle, kaj nas pa najbolj bremeni sploh? Kaj bi ti rekla? Odvisno, po moje, od vloge, ki jo trenutno igraš v življenju, ki jo igraš. Družinska vloga, recimo, če si mama, če si gospodinja, če si žena, če si hkrati še, ne vem, zaposlena in imaš še 22 drugih hobijev, to ti vzame ogromno časa in energije. Če ne najdeš nekega ravnovesja, ki je drugje, da si vsaj vsake toliko časa vzameš en tisto odklop in prideš in, bom rekla, daš možgane na pašo. Predvsem to je zaželjeno, da ostane malo odklopljen in da se sam izrazi tisto, kar je znotraj. Jaz bi rekla, da sem kar opazila slaba vest. Ja, jaz si odziher imam. Slaba vest. Jaz sem odziher imam. Vzameš čas za sebe, To da je, si pustiš, da si sama s seboj. Ampak jaz imam slabo vest, ki mi jo noben ni kazal, a veš. Jaz sem si kar sama sem si jo naredila. Najbrž mama potem isto. Ja. Mislim, Jaz tudi imam tako, ja. Boštjan mene spusti kamor čem. Jaz imam pa slabo vest. Jaz imam pa slabo vest, ker imam doma 10 let starega otroka. Ne, jaz ne grem nikamor, jaz ne morem. A veš? Ja, se poznam. Ampak to je tudi spet ena stvar, ko jo nosimo ženske vse, Ja, veš, vem. iz preteklosti. Jana. Vem. Ja, zato Ja, smo slaba tudi, da vest. čistimo take stvari. Ampak je pa nujno, da prideš v stik s sabo, če sploh želiš, mislim, če sploh, da prideš do svojega namena, da pač potenciala, a ne? To se vse... Sploh prideš do teh zadev, ki jih imaš potem možnost očistiti najprej, da jih ozavestiš in potem se jih lotiš. Ja. Te stvari običajno niso na površju, ne treba kar globoko zagresti včasih. Ampak to večina ljudi, mislim, je bolj enostavno, a ne, živeti tako na površju, po eni strani. Po eni strani je, ja. Je preprosto, če se ne zavedaš vsega, kar je odzadnje, ampak jaz vem, da jaz zdaj nazaj v tako življenje ne bi šla. Tudi jaz Ker ne. poznam vso globino in, mislim, vso globino, Ja. poznam globino, verjamem, da nikoli ne bom spoznala vsega, ampak vem, da je toliko zadej, ki je lahko toliko lepšega, pa hkrati toliko bolj slabega, žalostnega, kakorkoli, ampak vseeno mi je boljš živeti, bom rekla, tekle, ko pa Vse bolj lahko čutiš bolj intenzivno, toliko Doživljaš intenzivno srečo, lahko bolj intenzivno Kako da bi dočutiš bil žalost. pod vodo. Ja. Pač lahko doživljaš. In jaz sem se zadnjič prav glede tega doživljanja sama sebe opomnila. A lahko ti samo doživljaš, samo brišeš pulte, samo doživljaš sebe v teh situacijah? Jaz sem pa velikokrat kar hodila, na površino, rada bi se počutila ful dober. Ali pa, nisem dober, ne, mislim, a lahko sem si. Moč sedanjega trenutka. Točno to. To je to. Ja. Ozavestiti sedanji trenutek. To je ključ v bistvu do marsičesa. Jaz, ko verjamemo to, Ja. ko verjamemo to, da to bo še tlele na koncu tema, ampak zdaj bi jaz šla pa še omenila bi kanalizirano meditacijo s kakavovim obredom, ki smo jo imeli, in tam sodeluje še ena Jana, Medi, in je skanalizirala meditacijo za prižig ženske energije. Res je? Zakaj je to tako pomembno? Kdo odvaja, ker te meditacije imajo nek namen, ki jih vidva organizirata ponavadi, je nek skupen namen, ne?
kera to začuti, ali kar obe, ali enkrat Vse ena. tri v bistvu. Ja, mi tri sodelujemo. Ja, V bistvu mi trije kot dotik srca. Ja. Zelo radi sodelujemo tudi z drugimi. Smo odprti za razna sodelovanja in glasbena in takšna in drugačna. In z Jano seveda smo se kar našli, ker sva tudi bivši sodelavki. Z Jano? Ja. A Jana pa še je? Ja. V bistvu sva se že prej velikokrat pogovarjali o tem, sva na neki isti valovni dolžini, bom rekla. Ja, in so take stvari zelo velikokrat pridejo spontano, kar odpre se prostor. Že prej sem jaz enkrat njo spremljala s šamanskim bobnom, ko je ona imela kanalizirano meditacijo. In smo rekli, dajmo združiti moči, zakaj pa ne. In smo že kar zdaj parkrat v bistvu imeli te kanalizirane meditacije, zdaj pa včasih pride, ne vem, od naju poziv, dajmo nekaj v zvezi s tem, tako se nam zdi, da je v polju mogoče, ne vem, notranja moč ali pa najravnovesje. Ja, v teh trenutkih, takrat si tudi najbolj v tem in si najbolj avtentična. Avtentično si tista. No, ampak to tebe tudi pokliče. Ja, absolutno. Recimo na prvi meditaciji, ko sem bila, prva ni bila kanalizirana. Je bilo bolj potovanje, veš, šamansko potovanje. Je bil namen, ravno mislim, da notranja moč, a ne? Če se ne motim. A se motim? Ne vem, kako je že toliko. No ja, ne se zdi. In pol je mene to poklicalo. In pol to, a veš, lažje. A veš, tako s temi stvarmi jaz pravim, da je vse nekje v polju, a ne? In na nas je samo, da dejansko, bom rekla, zdaj potegnemo dol. In če si ti nekje tudi v tem polju, potem te itak taka stvar pokliče. Sam dobiš, bom rekla, tisto povabilo, pridi, a ne? Ampak je itak vse tukaj in zato te pokličajo take stvari, ki imajo posebno namero, ko jo tudi ti dejansko čutiš, a ne? No in zakaj? No in mene je seveda ta ženska energija tudi poklicala, ampak vseeno sem pa tako pikico sem bila zadržana, a ne? Ker to je pač treba spustiti mogoče tudi ti srama, ne? Ki ga imamo, recimo, mislim, sej bila je pač meditacija spele za prižig spolne energije. Zakaj bi rekli, da je pomembno, da se ženske prižigamo tako ali drugače? Jaz bi rekla, da zato, ker je tam dejansko vsa naša ustvarjalna moč, da vse izhaja od tam. Se pravi, to kot je kdo skanalizirana dol, ko si ti prižgana, vse dejansko prihaja k tebi. Si magnet. Ja, magnet in kar si želiš. Pa ne govorimo zdaj samo o fizičnem obliki, ampak odnosi in ostale stvari. To so tudi teme, ki so v naši družbi zelo tabuji. Sploh, kar se tiče žensk, od menstruacije, ki je pač vsaka ima. Pa se o tem vem. Še vedno premalo govori in ozavešča, da bi se ženska znala povezati sama s seboj s svojimi cikli. In veš, kam je žal? Da sem jaz to prepozno spoznala. Drugače nisi nič prepozna, tudi meni. Se vem. Je tudi meni je del tega in lahko ogromno narediš, se spoznaš tudi v tej. A ti si že tam? Nisi. Ne še. Že srečnica. Ne še. Tudi v vsakem obdobju. Vsako obdobje ima svoj čar in vsako obdobje je z namenom tam in vsakega obdobja se zelo veliko naučiš. Ampak jaz sem prav se forsirala v svoji zimi. A ne? In sem bila pol ful izčrpana. A veš, recimo, sploh mi ni bilo važno, kaj sem v poletju ali sem kje. Ne? Jaz sem vedela, da moram delati. To je tisto, ko prisluhneš svojemu telesu. In ravno včeraj sem jaz rekla, mislim, da komu sem postavila vprašanje, ako rečemo prisluhni svojemu telesu, a ti prisluhneš svojemu telesu ali prisluhneš svoji glavi, kaj ti govori o telesu. Da to je kar razlika in zato je pač res dobro, da greš večkrat v sebe in da spoznaš, bom rekla, govorico svojega telesa. Da potem res tudi začutiš, kot ti ves čas pošilja signale. V glavnem, jaz sem tako na pragu in tako rečem dvem prijateljicam, jaz tako komi čakam, da bom spet še kaj dobila, ker dobim tako enkrat na 3 mesece. A res? Ne, jaz pa ne. Jaz pa komi čakam. Da je spet mislim, rada bi še, no, da bi nepovezanost. Se mi zdi, kar se je v preteklosti dogajalo, da se je
da je prišlo do tega, da je to tabu in Ja. da imajo slabe prizvoke. Ja. Še zdaj, če pogledaš reklamo na televiziji, Ja, tisti dnevi v pomagi. mesecu, Bog pomagi. a ne, Ja, kako je vem, treba Bog to pomagi. skriti. Ampak jaz 10 let nazaj me niso iritirale reklame. Ja, res je, Mhm. mene tudi A ne. veš? Zdaj pa mi je tako, ne? Tudi tle sva govorila z Nino, eno gostjo, o prav Mhm. tem ciklu. Mm. In se mi zdi prav, da se to vedno bolj govori in da bi to govorili tudi že otrokom, ne? Čeprav ne vem, Deklicam. koliko je to Dekliški možno. krogi Ja. so čisto v to smer tudi zelo dobrodošli. Ja. S tem namenom Ja. mi delujemo zelo veliko za ženske. A ve bi tudi v deklice? Ja, jaz bom zagotovo šla tudi v to smer. Zdaj sem itak zaključila to izobraževanje za dule. kot probne Nisi še na spremljevalke. vrsti za dule. Pa bodo tukaj zraven tudi krogi. A res? Ja. A res? Pa- Ampak jaz pa tebe vidim za take punce mal večje. Tamara bi pa bila meni super za Zdaj, mi to vse sodelujemo, to Saj se vem, vse saj vem. dogovarjamo, veš, sproti. Ne, se vem, ampak Ja, ja. ti si idealna za une, take 30-letnice. Ne, si kar določila starost. Boš Čeprav prišla, jaz- ko bom imela za Jaz sploh ne 30 pa, let. jaz sploh ne pašem. Okay, kaj pa recimo prižig spolne energije, maternica, a mi kaj s tem osvobajamo? Šti? Ja, lahko se Skozi izgovorim. dopolnjujemo. Ne, se mi problem. Držimo prostor. Kecam se. Ja, strahovi. Se tam skladišči. Marsikaj se tam skladišči. Treba je priti do tega, da se tam prižije, da se prebudi, da se začuti ta toplota, da se povežemo s tem, Mhm. da nam točno sama sporoči, kaj potrebuje, če se si ne želi, kdaj si vzeti čas za sebe. Marsikaj je tam noter in marsikaj nas lahko tudi nauči. Ti znaš poslušati to, vidim? Se učim. Sem tudi, nisem bila najbolj povezana niti s svojo žensko energijo, niti s svojim telesom, niti ravno tudi to nesprejemanje tega, kdo in kaj sem. In sem se zelo dolgo tudi iskala v tem, kaj čutim, kaj si želim, kaj čutim sploh do svojega telesa. In je tudi to še za mene začetek nekega raziskovanja in spoznavanja in občutja lastnih teles in drugačnega pogleda na to, kar se mi dogaja in tudi skozi menstruacijo in da si dovolim začutiti te neke stvari, ki sem jih vmes potlačila in se čisto odtujila od ženske energije, od intuicije, do vsega, kar dejansko nosim v sebi kot žensko telo, kot ta duša. Si izbrala to telo, ker vem, da je to z nekim razlogom. Itak. In zdaj tudi delam na tem, da se povezujem s tem, da Kak pa bi rekla ti, da pol doma to, a veš, tam smo imeli meditacijo, kanalizirano vodstvo, tako. Jaz mislim, da je res zelo veliko na tem, da spoznaš svoje telo, na kak način deluje in da spremljaš to svojo cikličnost. Ker dejansko se res to izraža na mnogih področjih. Ne vem, jaz za sebe vem, da imam en teden pred menstruacijo zelo, zelo dar govora. Aha, ja, da Ker znaš to rada tudi izkoristiti. pišem in potem takrat mi kar leti. Recimo po menstruaciji pa A ti, ko pišeš, ker pač jaz sem seveda prebrala nekaj objav, a ti, ko pišeš, a si ti kje druge, ali si tle? jaz sem kar lepo tle. Nisem Ne, v nobeni meditaciji. Ja, ker meni ful leti v meditaciji, tako pa ne ravno tako zelo. Ne, jaz pač dobim neko inspiracijo, recimo, in si potem dam sam prostor, da vidim, kaj se bo še okrog tega, bom rekla, nabralo. Velikrat se pa zgodi, da samo vzamem in začnem pisati in se samo odpira. Samo se odpira in se velikrat tudi zgodi, da sploh ne grem še enkrat čez. Pač pustim tako, kot je. Ja, itak. In takrat se mi zdi, da so to najbolj vsebinsko polni zapisi, da imajo največ glasu, bom rekla. No. Kadar je pa preveč premišljeno, to je mogoče ravno v tistih dneh, ko nimam toliko inspiracije, tisto pa pol ni v redu. Ja, vem. Tako da, Se to pozna. Res.
In to je recimo en način, ne, ko spoznaš svojo cikličnost, da se spremljaš, da veš, zakaj si danes take bolje, zakaj ti gre danes mož na živce, kot ti sicer ne gre, ali pa ne vem, te stvari. To je zelo pomembno, da sebe razumeš. Ja, pa da se znaš umakniti takrat tudi. Da si Ker jaz da nimaš slabe vesti. Ja, sej to, ampak se umikam. In mi je pa tako, wow, cel dan sem sama doma. Tudi punce mlade moramo to naučiti, da ni narobe tisti dan, ko imajo menstruacijo, da si vzamejo čas za sebe, da tudi če preberejo kako knjigo ali pa pogledajo kak dober film, da vejo, da imajo to možnost, ne da hitijo v istem tempu kot vsak drug dan. Da je tisti dan vseeno lahko nekaj posebnega. Absolutno. Ok. Se pravi, mi smo bile takrat ob ognju, ob pitju kakava in zdaj smo pri kakavu, ki ste ga tudi danes prinesle. Tako da, ful hvala, to je bilo presenečenje, jaz nisem vedela. To so te intuitivne stvari, zelo dobro. Ko nekaj prije bomo naredili, gremo v akcijo in je to. In zdaj o kakavu. Vidve sta certificirane kakaoistke. Zdaj pa prosim, kaj to pomeni, kaj je to, kaj je to, pa bomo pa itak, pa boste pa itak še povedali kaj o blagodejnih učinkih in tako naprej. Absolutno, ampak to samo pomeni da sta bile na izobraževanju. Da smo bili na zelo, zelo dobrem izobraževanju, 4-dnevnem treningu za kakaoiste. Gre za to, da sva držalki prostora tem dogajanjem, ko se pripravlja kakao, ko se ga zaužije v nekem posebnem okolju, a ne prav piše tudi na certifikatu, da sva držalki prostora. A to imajo Slovenci kakšni? Ja, tudi. Zdaj ne vem, lahko menima. Nismo vprašali za zdravljenje. Nima veze. Mislim, tle sta bile v Sloveniji. V Sloveniji, mislim po pa, da je bila to prva. Če bo to omenili. Boš pa v komentarjih dopisala. Mislim pa, da je bila to, bom rekla, prva skupinica 6 nas, ki sta nas učili, poučevali. Dve. Enkratni, super ženski. Kje so pa oni prišli do tega vsega znanja? Po celem svetu. Jaz mislim, da zelo veliko tudi s kanaliziranjem, bi rekla. Mislim, da se ne motim. One? Ja. Oni dve, oziroma predvsem zelo ena, no. Da je v bistvu vse v kakavu. Ne vse, pravim velika, ne. To so pač, veš, kak je, ko si odprt za te zaznave, za to, kar nekako je v polju, pa ker samo lahko prihaja dol in takrat potem lahko tudi drugim daš, ne. Na tak način, no. Ogromno nekega praktičnega znanja po svetu, neke teorije, zgodovine in to, kar sproti prihaja v polje, kot ti direktno. In to vas je poklicalo v bistvu? Zelo, v bistvu, tako bom rekla, jaz sem bila tista, ko sem bila zelo tečna, kdaj bo ta trening, da naj ga že ta ljuba ženska naredi. In je še potem dvakrat rekla, ti si bila tista, ko si me brcnila, da sem to naredila. Tako da, ja, mene je to zelo poklicalo, v bistvu, ne vem koliko let, 2-3 leta nazaj, sem šla enkrat na prvi kakao, ampak kam si pa šla? Kam sta šle? Ne, nisva bile skupaj to sva bila midva s Petrom, šla sva tu k enemu. Ni bilo to pri Mihu. Ne, ni bilo. A to bi že povedala. To bi že povedala. In takrat dejansko ni tako zelo navdušil. Ne maram grenkih stvari, tam ni bilo nekaj za posladkati in me tako po okusu ni navdušil. Ampak so se mi pa nore stvari začele dogajati dneve potem. A res? Ja, pač določeni procesi so se odpirali. Dobro, da sem že bila toliko v teh vodah, da sem vedela, da je to pač možno od tega. Se sprožilo nekaj in da je pač sam proces, ki ga je treba dati skozi. Tako da, ja, to je pač bil moj začetek in potem sva z Petrom sama doma tudi začela si ga pripravljati. Večkrat sva šla na kako to ceremonijo in na eni izmed teh ceremonij sem jaz pač rekla tej ženski, jaz čutim, da mene to kliče, jaz moram to delati, Pa mi gleda pravi, ja. A ja, takrat še nisi? Ne, nisem še takrat. Jaz sem pač hodila na kakave, ampak vedno mi je bilo tako, pa to je nekaj več tu za mene zadaj. Kaj je tu zadaj za mene? Ne vem, takrat, ko sem prišla tja k njej, še preden smo sploh začeli, sem rekla, jaz ne vem, a ti vidiš kaj, a ne vidiš, ampak jaz moram to delati. A ti si tudi čutila? Ja, na tak način mi je rekla, vse te že čakajo. A res? Ja.
Tako da, to je bilo Wow. prven, ja. Wow. Zanimivo. No, in zdaj pitje obrednega kakava, kaj vse nam da, odpira srce, Bolj to zdaj ti malo. itd. Ne vem, vse najprej dotaknemo zgodovine. Česarkoli. V bistvu, ja, zgodovine lahko, ker to je že tisočletja v teh Ja. kulturah To je starih, a ne? Ja, izvira že od Majev, v bistvu raste v Južni Ameriki. Ja. V Južni Ameriki sem 20 stopinj severno in južno od ekvatorja. Aha, To so te avtohtone rastline. Avtohtone vrste, ja, ki pač so tam že tisočletja in tisočletja. Zelo radi, kakav zelo rad raste tudi z drugimi rastlinami, s kruhovci, z bananovci. a res? Tudi v tistem podnebju so te neke posebni insekti, ki jih obletavajo. Ja, v bistvu kakavovec ni monokultura, oziroma kakao drevo, kakao. Ja. Tako bi nekateri želeli tukaj pri nas narediti to monokulturo, se pravi, greš tja, prineseš gor, tukaj posadiš. Ne gre to, zato ker res živi v sožitju tam v deževnem gozdu, v sožitju z ostalimi. Aha. In tudi v zemlji uravnava recimo dušik, ne, kar ostale rastline, tiste, ki živijo zraven, seveda to potrebujejo. Teda ogromno je enih stvari, ki ga, bom rekla, delajo avtohtonega, čeprav so ga v 17. pa 18. stoletju prenesli tudi v Afriko, v Južno Afriko. Jaz sem ga na Baliju videla tudi. No, ampak to moraš vedeti, da je samo prinešeno. Okay. Seveda zdaj tudi tukaj raste, ker se je pač navadila, kakorkoli, ker kakao ima žensko energijo in je Okay. lahko tudi v ženskem spolu, čeprav se včasih to malo čudno sliši. Ja. In je dejansko prinešena. Ne. Je pa to zelo, zelo vredno drevo, bom rekla rastlina. Če sam povem, da do leta 1860 je še veljalo kakaovo zrno za denarno sredstvo. Se pravi, eno kakaovo zrno mogoče za eno kokoš. Taka blagovna menjava je bila med tem in je pa bilo tudi zelo dobro, ker se ga je moglo pa v 3 letih obrniti, se pravi porabiti. Aha, okay. Ker ima samo 3 leta rok uporabe. Ne? Se pravi, ni bilo kopičenja tega, ker... Ja, razumem, ja. No, to so ene take stvari, mogoče iz zgodovine. So ga pa že uporabljali se pravi, starodavna ljudstva v spiritualne namene, v namene zdravljenja, v duhovne namene, v obredne namene tudi. Tudi so ga imeli, bom rekla, da so ga imenovali za medicino. Medicina srca. Ja, medicina srca. Kasneje, potem v začetku je pa bilo v bistvu to kakaovo zrno, oziroma sam kakao, toliko so ga častili, da so drevesom dejansko dajali daritve in pripravljali obrede za kakao. Se pravi, ga sploh niso uporabljali, ampak daritve dajali. Ja, pač to so neke anekdote, neke zgodovinske. In kaj on bi, mislim, ona bi naj imela boginjo? Ja, boginja Iškakao, boginja plodnosti, boginja tudi obilja, ustvarjalnosti, ženske energije. Ja. Naj bi nekako bdela nad temi rastlinami, za svojimi spiriti. Ok, kaj pa recimo, če mojo izkušnjo povem, recimo, jaz sem res tako v enem takem občutku sreče, hvaležnosti in tudi tako se mi zdi, da me lepo pelje, če grem na meditacijo, dobim že, jaz sem bila pri Mihu za Savinjo, jaz sem začela piti kakao, jaz sem dobila že kar uvide. Pač, preden je on karkoli začel. Kaj poročajo, recimo, kakšni zapisi? Ker če ga tako načeloma spijemo, je ful varen in nimaš ti nobenih nekih... Ja, ne pelje v procese, ne vzame ti kontrole, to je zelo pomembno povedati pri kakavu. Nekateri se strašijo, ko že sam slišijo sploh za besedo, ne vem, obred s ceremonialnim kakavom je že to kar. Ampak, če ti poznaš, bom rekla, učinkovine kakava, pa če greš z neko lepo namero in čisto energijo v meditacijo, lahko imaš ogromno dobrobiti od tega.
Kaj pa so dobrobiti še sicer? Ti kaj povedala? Mislim, pretočnost Ja, celega absolutno, telesa, ja. ne, se nekako Ja, poveča. splošno zelo dobro deluje na telo in je dejansko kot superfood, Mhm, rečemo super hrana, super živilo, ker ima same take zdravilne sposobnosti, sestavine v sebi, od mineralov, vitaminov, antioksidantov, naj bi imel celo pač kakao, naj bi imel 50-krat več antioksidantov kot borovnice. Ogromno zdravilnih. Se pravi, je dober tudi za kožo. Ja, tudi To boš pa ti vedela. kožo. Ja, ne, se v bistvu tudi, Za vse. v bistvu, ja. tudi v bistvu in maske, in če ga uživaš, ampak moramo še vsem povedati, oprosti Tamara, če sem te prekinila, tudi antidepresiv bi naj bil, Tudi a ne? antidepresiv pa tudi pomaga pri osebam, ki imajo motnje s težavami. Motnje hranjenja, Motnje pa hranjenja. z nespečnostjo težave. V bistvu več kot 1200 takih zdravilnih Učinkov, a res? učinkovin. Ampak če ga kemičnih zvečer vzameš, ne boš Odvisno koliko. aha, ok, če bi Lahko, ceremonialno če- ja, dozo, bi bilo po moje, ne bi spal, bi bil po ne moje bi- naspediran. Ja, te prebudi, a ne, ti dvigne energijo, se Na pravi, ti srce, tudi da. poviša srčni utrip, a ne, se greje ta srčni prostor in to je tisto, kar nam daje tudi, ne samo to, ampak tudi to je tisto, kar nam daje občutek ljubezni, najprej sami do sebe, potem tudi do drugih, a ne, v možganih tudi sprošča hormone sreče, tako da še to dodatno. Pa tako se mi zdi, da te ta občutek sreče, hvaležnosti daje v en tak sedanji trenutek in pa da mogoče bolj smo v stiku s svojo intuicijo tudi, a ne? Načeloma je res tudi to, da aktivira desno polovico možganov, kjer je tudi intuicija, ne. Zavira pa nekako levo, ki je ves čas hiperaktivna. In to sposobnost ima tudi kakao, ne, da se pravi te intuicijo pa to našo, bom rekla, bolj notranjost malo prebudi oziroma bom rekla, ji da pozornost. In zato je dobro, da to naredimo tudi v neki meditaciji, da ga ne spijemo, ker tekle mi grede. Ne, v vsakem primeru, tudi če spijemo doma, je dobro, da imamo neko namero, a ne? Vedno namero. Jaz sem hodila samo še dodati, da ne pozabimo omeniti, da je glavna sestavina v bistvu teobromin, kar pa pomeni v prevodu hrana bogov. Aha, ja. In je v bistvu, ta teobromin ima zelo podobno strukturo kot kofein, se pa razlikuje v tem, da nima teh spajkov. Ja, in nima tistih vzponov pa padcev energije, kot kofein. In tudi, če recimo spiješ zvečer, potem ko to rahlo popušča, ti lahko normalno zaspiš. razumem. Nima nobenih negativnih učinkov. Je popolnoma varen, ampak Je moramo pa popolnoma, če povedati, ga popiješ v normalni količini, Ja, reka ja. 42 gramov je ceremonialna doza, se pravi malo večja. Če bi ga pa preveč spil, lahko pa deluje tudi odvajalno. No. Ja. Pa je diuretik, naravno spira Tako, tudi toksine iz telesa. Ampak moramo povedati, da je način predelave drug, pa tudi namen zaužitja pravzaprav, a ne? Da to ni kakao, Ne, ki to ga, sploh ni kakao, ki ga mi poznamo iz trgovin in tudi, ko ga kupimo, ne vem, pa piše gor pravi kakao, to ni to. To v 99% ni to. Ta kakao, ki se uporablja v ceremonialne namene, je res ročno pridelan, ročno obran, ročno stiskan, da nastane kakaova pasta. In to dejansko v teh avtohtonih skupnosti, ki tudi delujejo po fair trade trgovini, a ne, se pravi, vemo, kaj to pomeni. In dejansko res skrbijo za ta kakao od semena do potem obranih zrn in do tega, da se pridela in se potem da v svet, bom rekla. Ampak vse tega to- pa dobiš? Jaz mi kaj Ne, dobimo? sploh, vi ali pa kje bi ga jaz lahko dobila? A sploh je v trgovinah? Ne, v trgovini tega ni. Ni, nikjer. Ne, v trgovini tega ni. Imamo nekaj v Sloveniji uvoznikov, teh različnih, bom rekla, kakavov. Se najde to tudi na spletu. Drugače pa greš v Peru, pa ga prepeleš, kolikor ga lahko. Ja, pa ga imate iz Peruja še? Ne več. Ne več. Ne več. Kaj je vse šlo? Ja. Koliko kil? 5? Ne, Ne, veliko, a je veliko. kaj sploh kako pravilo, ko ga lahko prepeleš ali ne? Jaz bi rekla, da so zelo hlapna ta pravila.
pač, Jaz ne vem. ne vem, koliko je bilo rečeno, ampak očitno gre na sistem, probaš pa, če gre, gre. Aha, ja. Okay. Tako je bilo pri nas. Dobro, se pravi, kakav smo obdelali in veš, kam je všeč? Pač ful je teh raznih obredov s kakavom, pri velikih, ne? Ampak se mi zdi, da je tako tisti srčen namen tle pri vas tak, a ne, res na Ne vem mestu. ti reči, jaz sem dejansko vesela, da je tega veliko in da vsak lahko gre tam tja, kamor ga pokliče. Ja. Ker toliko kot je različnih, da se sliši, izvajalcev, a ne, toliko je različnih načinov, potekov, bom rekla, teh obredov in pač vsak lahko najde kaj za sebe. Jaz Ja. ne pravim, da nekdo ne dela ravno tako srčno kot mi, pa dela na saj popolnoma tudi jaz drug ne, način. a absolutno ne. ne. Ne, to- Ja. To mi je res pomembno, a ne, da se ve, da pač vsak dela po svoje, vsak dela tisto, kar njemu leži, na kak način njega pokliče, da se to izrazi, kar je pač, jaz verjamem, naše poslanstvo. A ne. In vidve tudi rade greste kam drugam, a ne? Ja, mi Mislim, vsi radi gremo Ja. kam drugam. Ja. In mi je bilo tako Ja. nenavadno, ko mi je Miha, za Savinijo imel Miha, ne vem, julija, ker jaz nisem bila sem avgusta. Ja, točno. Kdo je kaj bil? Tamara pa Andreja. Res, oni dve sta bile. Ja. Tudi tukaj so bili, da prvi. Ja, tudi tukaj smo bila pri Aha. njemu, sva bili. Ja, A no, veš, to je tako je lep. povezovanje na Ja. splošno. Absolutno Ja. to povezovanje. Ja. In tako kot recimo imamo mi, imajo ljudje, bom rekla, občutek, da mi njim držimo prostor. Tudi mi rabimo, da nam nekdo drži prostor. valjda, a ne. ja. In se veš, da velja en stari rek, tudi terapevt rabi terapevta. Itak, da ja. In, Itak. Ja. To vsak to. ima nek svoj način in priprave in prenosa te energije. Meni je zelo všeč, recimo pri nas, ko ga dejansko tudi skupaj pripravljamo, da vsak malo pride pomeša, da ne, ima ja. svoje energije, ga povonja, Ja, poskusi. ja. Tisti še ne skuhan, tako da mi je všeč. Ok, zdaj smo mi počasi proti koncu, ampak moramo se dotakniti še planov. Kaj to pomeni? Planov skupnih najprej, planov za naprej, skupnih, mislim, za vaju dve, ki sta tle. Pleme se zbira. Wow, ja. To sem čula od Wow. tebe in to sem Ja. videla na mailu. Ja, to je, pa ne vem, če ni že več kot leto nazaj, sem objavila eno objavo, ja, v tem smislu pleme se zbira. In dejansko takrat res to zelo močno čutim. To toplino, to ognjišče, te ljudi, ki prihajajo in tudi če odidejo, vseeno ostanejo. Vem, boš razumela, kaj govorim. In ja, res se mi zdi, da je predvsem to obdobje zelo tako intenzivno, ko je prav tudi, da se vračamo domov na tak način, da se povezujemo, da se zbiramo, da si delimo izkušnje. In kaj se pripravlja? Kaj posebnega že v besedice da? Ali? Mi vsi smo pač temeljimo na tem, ali imamo željo, ali kako se naj izrazim, da se ustvari neka skupnost. Pa bomo res sekta, kaj? Ne vem, ali boš rekla temu sekta, ali kako bojo rekli, to je Hecam pač se. njihovo. Jaz vem, da bojo do nas vseh prišli ljudje, ki bojo čutili, da so lahko del tega. Vsakega sprejmemo z odprtimi rokami. Nič ni fizičnega še tukaj, ampak se pa čuti, da se ljudje zbirajo, da prihajajo, da bom rekla, tudi če grejo, se vračajo. In to je to zaenkrat še sem, bom rekla, na tem nekem kakem nivoju. Je že zaveden nivo, ampak ni še pa fizično, se pravi, ni še zmanifestirano fizično tukaj. Ampak je zelo blizu pol. Veš kaj, Po mojem je bomo zelo blizu. Samo pustili, da se zgodi, a ne, ampak pleme se zbirajo. Pleme se zbira. Definitivno se zbira. Okay. No, vse to je pomembno, da je neka ta želja. Je. Da si upaš iti za tema, ne? Ja, vse več nas je, ne? Pač mi si dejansko vsi želimo, to je naše neko vodilo. Bom rekla, imamo tudi že neke sanje, neke želje o tem, kako bi naj to izgledalo, ampak pustimo, dajmo čas, prostor, da se zgodi. Tudi prostor, da se najde, tako, pa vse. ja. Ok, ampak tebe
tebe, če zdaj začnemo pri tebi, ko si starejša. Dvakrat si že danes to Ja, povedala, saj a je zato sem potrebno. pa. Dule, tebe kliče tudi v svet dul. Ja, me mene je zanima, dejansko zelo poklicalo to, ja. Zakaj? Ker jaz poznam eno punco, ki si šla k njej kot dula, ne? Ampak a te je poklicala zaradi tega, ali se je že vse pripravljalo? Jaz, če danes pogledam nazaj, oziroma iz tega mesta, iz tega trenutka, kjer sem, se mi zdi, da je vse, kar se je dogajalo, vodilo tudi do tega trenutka, da je mene to poklicalo. Pokazala se je priložnost, da spremljam prijateljico pri tem, in jaz sem to zagrabila, brez nekih pričakovanj. Ampak po tem porodu, bom rekla, se meni odprl ta svet. Da je to tudi en del mojega poslanstva, ki ga želim opravljati, ki ga čutim, da ga moram dati to iz sebe, oziroma dati to ženskam, ki potrebujejo to pomoč. Potrebujejo pomoč. Za vsako bi bilo dobro, da ima nekoga ob sebi, ob tem ne samo dogodku, ampak obdobju. In ja, kakor hitro je bila možnost, sem šla na izobraževanje. Zdaj sem v obdobju, kako se reče, v fazi mentorstva. Tako da, ja, sem v fazi, ko se dajem v svet in kličem ženske, punce, ki bodo noseče, naj se dobro izobrazijo o tem, predvsem o naravnem porodu, in da naj si vsekakor ob sebe pokličejo nekoga, ki bi jim bil v oporo. A je to dula samo, če je doma porod? Ne, absolutno ne. Porodna spremljevalka je lahko doma, seveda z babico, lahko je pa tudi v porodnišnici. Aha, dula gre zraven. Gre zraven, ja. Zdaj, slovenske porodnišnice so že kar dobro naravnane, bom rekla, je še nekaj izjem, že kar dobro sprejemajo tudi porodne spremljevalke, tako da gre vse dejansko v to smer. Se mi zdi, da se ta trend kar odpira zdaj. Da. Kaj pa mislim, katera področja, katera strokovna znanja imate na tapeti, recimo? Ja, največ je v bistvu, bom rekla, te podpore, ki ni samo zdaj fizična podpora, je tudi čustvena podpora, je psihična podpora. Zelo dobro moraš biti informirana, da jo lahko tudi z informacijami podpreš žensko. To pa je zdaj ali glede same nosečnosti, samih obdobij v nosečnosti, razvoja otroka, lahko je to tudi, ne vem, kar dokumentacija, ko jo moraš spomniti v porodnišnici, v glavnem take stvari. Kaj pa anatomija? Pa to pa Tudi. Se pravi, v tem moraš biti, da je lahko v samem obdobju nosečnosti, da jo spremljaš, da jim, če ti povejo, tole me matra, kaj bi bilo. Nikoli pa ni dula tista, ki daje neke diagnoze. Ampak, pobrskaj mogoče, lahko ti pokažem, kako si sama pomagaš z določenimi gibi, ali pa lahko. Dejansko, tako bom rekla, mi smo tiste, oziroma še bom ta, ki bom dala ženski možnost, da pokaže ona, da najde svojo moč. Ne delamo mi na mesto njih in jim s tem odvzemamo moč, ampak samo, da to, kar lahko sama naredi, ker najbolj pozna sama svoje telo, mi v bistvu samo kažemo to pot. Tebe pa ne kliče Tamara to? Tebe kliče kaj drugega? V bistvu me kliče zelo ta še naprej to, kar smo z Andrejo začeli za ženske, za to žensko energijo, da nekako odprem in dam mogoče nek nov prostor na nek drugačen način, mogoče tudi z drugimi vrstami podpore ženskam prostor, kamor bi se lahko zatekle v primeru, da niso mogoče zadeve take, kot bi morali biti. Tako da to je v bistvu samo še vizija, zdaj pa. Kaj pa študij? Ti še študiraš? Kaj študiraš? Ja, management, imam sem še magistrsko nalogo za spisati, sem pa končala z izpiti. Zato pa tudi pomagaš lahko na ta način? Ja, v bistvu sem si vzela tudi še eno leto absolventsko, da tudi če imam čas usmeriti to energijo, pa da vidim točno na katero področje, pa na kak način zdaj vse te vizije in to znanje, ki sem ga pridobivala vsa ta leta, prizemljiti in jim dati neko obliko. Po moje boš ti združila to povezovanje in, ne bo posebej management, ampak bo ta kar noter nekje zapakiran. Ja, bo kar integriran vse skupaj. Ja.
Sam to sem te še hotela povprašati. Prebrala sem, kaj ti pomeni biti dula. In mi je bilo tako biti čista prisotnost. Ta stavek me je tako pač stresel. Kako je to res pomembno, kar smo že prej rekli, ta prisotnost. Meni je ta prisotnost tako zelo pomembna, da pripravlja se ena šola, akademija za dobro počutje in bo prisotnost prav prva tema, ker se mi zdi z Nino Sterle, to bo več predavateljic in bo prav prisotnost, ker se mi zdi to meni tako nekako, da ful. Sploh v bistvu ne vem, a je bolj pomembna prisotnost, kakor neko odkrivanje svoje ljubezni, ali je kar enako, skratka, kak vidve vat ta prisotnost mogoče, no? Aj, okej, vasta. Prosim, ker. Jaz v bistvu prisotnost najbolj vadim s tem, ko se recimo peljem iz Ljubljane v Velenje ali pa iz Velenja v Ljubljano, s tem, da ko sem v avtu in vozim, nimam nič požgano. Nobenem glasbe, nobenih podcastov, nič. In da sem res prisotna v tistem trenutku, v avtu, v vsakem gibu, da spremljam tudi, recimo na kak način se mi odziva telo, kakšne misli mi prihajajo. Takrat recimo najbolj vadim in mi tudi zelo paše tak način in velikokrat preden štartam zvečer za Ljubljano, spijem še prej kakao in se mi tak cel svet odpre in prav uživam v tem res. In tudi dobim takrat največ idej, nekih vidov, vizij, veliko stvari se mi poklopi. To je moj način, ki mi najbolj služi trenutno. To ti je v bistvu postal že nek ritual, da ko greš v Ljubljano, spiješ kakao in potem samo, to sam piše. Potem sam pišem, Ja, samo med vožnjo ne moš. Ne, potem ko pride. Potem ko pride. Ti pol to prizemljiš, v bistvu, a res. Vedno zapišem vse. No, se jaz tudi, sam mi je tako škoda, včasih sem se posnela. A veš, čeprav to je že spet. Ja, ne, jaz najbolj varno nič. Potem, ko pridem, vse to še napišem. Meni se pa take stvari, bom rekla, dogajajo v gozdu, največkrat v gozdu, ker pač imamo psa, ki ga je treba v vsakem vremenu peljati vsaj 3-krat na dan ven. A res? Pač tekno narediti. Ampak to je čisto v redu, a ne? On je, bom rekla, tisti trigger, ki nas potem prestavi ven. In kadar grem sama, v bistvu največkrat grem sama, poskušam biti res zavestna v tistem trenutku, od tega, kam stopim, na kateri kamen, kaj začutim ob tem, okolica, kje je kak šum. Včasih se odločim, da zdaj pa poslušam samo ptičje petje in nič drugega. In to se mogoče malo hecno sliši, ampak ko slušam zaznati, koliko ptic naenkrat slišim. Ampak to so te vaje tudi čuječnosti, bi rekla, ampak zelo te, bom rekla, prestavijo v tisti trenutek. Tisti trenutek, tukaj zdaj, ko ni nič drugega, pomembno samo to. Ker naš je pa tak naravnan, da na več kot eno misel naenkrat ne more misliti, tako da je čist tukaj. Zakaj se smejim? Ker sem dan šla na sprehod z mojo psičko in sem se zavedla, da slišim ptice. O moj bog. Jaz slišim ptice, ki sem jih zdaj malo spustila. A ne? Kako je to pomembno, res, in ta trenutek mi je res tako, v trenutku veš, da si vse in v naslednjem veš, da si vse in se mi zdi, da moramo nekako si sestavljati življenje iz teh trenutkov, ko smo zavestno v njih, ne. In recimo, če končam z hvaležnostjo, ki se mi tudi tle pripelje, kako je tudi hvaležnost pomembna. In tudi ti si lepo napisala, da je to najpreprostejša in najbolj močna metoda ali sila ali oblika karkoli, manifestacija, kako to drži. Se strinjata z mano? Kako pa to vadita? Jaz pa ravno hvaležnost najpogosteje vadim, da opazujem svoje družinske člane in tudi svoje živali. A ne? Nisem zdaj v tej fazi, ne pišem več dnevnika ali kakorkoli, ker nikoli nisem bila preveč pridna za to,
tako z opazovanjem. O, moja ljuba Moli, jaz tebe imam, a ne tako. Gledaj, če opazujemo živali ni treba vaditi hvaležnosti. Ja. One preprosto so hvaležne, da skrbimo za njih, da so tu za nas. Potrebujejo to ljubezen. Potegnejo iz nas res, mogoče tudi tisto otroško nagajivost, karkoli. Ampak živali preprosto so hvaležne. Če pogledaš svoji psički v oči, kaj boš videl noter, kot eno veliko hvaležnost. In to je meni recimo tudi zelo pomembno, da ne glede na to, se podira svet okrog mene ali se ne, ker itak vem, da vse, kar se dogaja, bo minilo in vse ima višji namen in nek smisel. Ta trenutek zdaj, a mi kaj manjka? A mi kaj manjka? In že zato, da sem tu, sem lahko hvaležna. In na tak način lahko najlažje tudi manifestiraš, ker če si hvaležen, pomeni, da ne deluješ iz nekega pomankanja, ker se zavedaš, da imaš. In da to, da si, je to, mislim, da je to najčistejša oblika tudi hvaležnosti, da si hvaležen za sebe. Res, in jaz sem hvaležna vama, da sta prišle. In hvala tebi za povabilo. Se sigurno malo srečamo. Tako da res hvala obema. Hvala tebi.